Prosim. Hvala. Pozdravljeni. Za razliko od večine vas ne prihajam z nekega akademskega znanstveno-raziskovalnega okolja, ampak iz privatnega podjetja Art Rebel 9, za katerega sem kreativna direktorica in hkrati tudi načrtovalka digitalne interpretacije kulturne in naravne dediščine. Skratka, naše podjetje se je že nekje korenilo od začetka 90-ih, ko se je ukvarjalo z produkcijo mednarodno uspešnih videoiger in z drugimi audiovizualnimi komunikacijami za različna področja, predvsem za oglaševanje v tistem obdobju. In čeprav sem tudi kot nekako promotorka digitalnega zgodbarjenja, kot je nek tak uraden prevod storytellinga, tukaj nisem zato, da bi samo promovirala naše storitve, ampak predvsem zaradi tega, da vam predstavim nekaj lastnih uvidov, ki smo jih pridobili z izkušenj pri interpretaciji kulturne in naravne dediščine, predvsem z novimi tehnologijami. Vseeno bom na kratko opisala samo okvire tega našega delovanja. Recimo podjetje je nekje pred 10 leti, mislim, da je bila takrat otvoritev Vulkanije, prispevalo zanjo multimedijsko opremo in nekaj takih storytelling rešitev. Ne vem, mogoče je kdo od vas že bil v Vulkaniji, to je geološki park na Goričkem, zelo primeren za obisk za družine, otroke in podobno. Potem smo nadaljevali čez nekaj let, smo se odzvali na povabilo na Media Dom Pirani, isto smo naredili rekonstrukcije, 3D animacije in podobno nastanka mesta in druge aplikacije. In nekje v 2019 nekje smo v bistvu dobili tudi priložnost sodelovati v Expanu, Vrata v Pomurje, mogoče poznate, nekdo od vas že morda bil. Tam imate kar nekaj takih priložnosti videti, kako smo v bistvu interpretirali neke pojave. Recimo z 200-stopinskim videom se obiskovalce popelje iz sedanjosti v preteklost, vse do Pradavnine oziroma do Panonskega morja. Potem imamo virtualno platformo, s katero lahko poletimo prek Pomurja, odzivni hologram in neke druge podobne zanimive zadeve. Boste videli, ko boste obiskali, priporočam obisk. Nekako smo v bistvu vse pogosteje naredili takšne projekte, ki se tičejo obravnave dediščine in hkrati tudi naš entuziazem nad novimi tehnologijami je tako vztrajen, ne popusti, tako da zmeraj nekako iščemo načine, kako v bistvu nove tehnologije preobraziti v neko novo komunikacijsko, interpretacijsko sredstvo. Začeli smo se ukvarjati tudi z digitizacijo, tako za potrebe industrije, tako kot tudi za potrebe interpretacije kulturne dediščine. Takrat se je pojavilo kar veliko teh razpisov, ki so v bistvu bili temu namenjeni. Recimo eden izmed takih primerov je Rotunda, ki smo digitizirali in v bistvu napravili na osnovi neko aplikacijo. Teh projektov je bilo res ogromno, tako da v bistvu ne bom niti šla v podrobnosti, več o njih si lahko tudi mogoče ogledate ali pa pogovorite z nami kasneje. Dejstvo pa je, da v bistvu s to možnostjo digitizacije neke dediščine, neke snovne dediščine, lahko ustvarimo 3D objekte, ki jih lahko potem uporabimo za različne namembnosti in za različne v bistvu te interpretacijska sredstva, se pravi, lahko jih imamo kot zgolj neke vizualne elemente, ki jih lahko zelo prepričljivo predstavimo neki javnosti, ali za interaktivne zadeve, za razširjeno, obogateno resnično, skratka možnosti je veliko tudi seveda za shranitev v digitalne zbirke, kot je kolegica prej povedala. V bistvu vsi te projekti so nas nekako tudi postavili v veliki interakciji z različnimi deležniki, od neke strokovne sfere, kamor večinoma pašete vi, do mogoče tudi turizma, do v bistvu organizatorjev teh interpretacij, do vodstev muzejev in tako naprej. Tako da v bistvu smo nekako videli, da to vseeno je neka zelo zanimiva niša in smo tudi se odločili, da se bomo posvetili tudi malo več teoretičnemu znanju na tem področju. Tako smo v bistvu postali člani Interpret Europe, delujemo po njihovih načelih, osebno pravkar zaključujem pridobitev certifikata tudi z njihovo zvezdico, da smo kredibilni za to področje.
Tako da v bistvu postopoma so ti naši projekti se širili na zelo različne zadeve, se pravi, se z nami dolgo, vsak je bila govorila veliko časa, ampak recimo, da nam je nekje 2021 je bilo tako izredno plodno leto, takrat smo mislim, da tudi naredili nekaj projektov za Mariborski muzej oziroma smo sodelovali na eni parih takih zanimivih projektih, ne. Med njimi bila tudi recimo izdelava izkušnje v virtualni resničnosti, biti stara trta, ne, gledati na Lent skozi 400 let zgodovine. Mislim, da je bil ta projekt tudi nagrajen, prepoznan kot neka na evropski ravni. In mislim, da je dobila prvo nagrado Evropske mreže za kulturni turizem. Skratka, nekako iščemo zmeraj neke nove načine, kako neko zgodbo pripeljati do splošne javnosti, do slehernikov oziroma do karkoli pač je definirano kot ciljna skupina. Z vsem tem znanjem, ki smo si ga v tem času nabrali, smo postali toliko suvereni, da se nismo več samo odločevali za te izvedbene večjeno projekte, seveda z našo kreativo, ampak smo prišli do zaključka, da nekako lahko ponudimo več, da lahko ponudimo dejansko izdelavo interpretacijskega centra od same konceptualne zasnove, osnovnih pogovorov z naročnikom, občinami in tako naprej, do izdelave interpretacijskega načrta, izbire ustreznih interpretacijskih sredstev, se pravi zadeva na ključ od začetka do konca, od otvoritve vrat, praktično postorimo vse, kar je potrebno, da se to realizira. Dva največja taka projekta sta bila v bistvu izvedba centra za velike zveri v Pivki, to je center Dina. Zelo različna interpretativna sredstva, zelo zanimivo je tudi gledati, kako v bistvu nagovarjajo različne ciljne publike in sporočajo neko pač pripovedništvo, kako interpretirati nekaj, kar je mogoče nam tuje. Tukaj moramo omeniti še to, da če ste kdaj bili ali pa ne boste šli, ne, se zavedate, da manjka še tretji sklop in srčno navijam, da pride do njegove realizacije, ker je zelo pomemben za zgodbo. In odprla so vrata tudi v Višnji Gori z hišo Kranjske čebele in tukaj je znova nek primer, kako lahko v bistvu ne glede na izbiro interpretacijskega sredstva ustvarimo neke posebne, drugačne vrste doživeti. In v bistvu vsakič, kadar pridemo do nekega novega projekta, je res užitek v bistvu neka inovativna raba, nekega inovativnega pristopa, kjer v bistvu iščemo načine, kako zapeljati slehernika oziroma pač te ciljne publike. Seveda bi zelo rada govorila o vseh teh zadevah, kaj smo ustvarili tam in tam, kaj počnejo ti otroci tam na sliki in še mnogo drugih zadev, ampak nažalost sem fokusirana na temo, ki jo želim, se pravi kot taka novopečena interpretatorka kulturne in naravne dediščine in vse z nekimi izkušnjami za sabo, bi rada večkrat namenila pozornosti točno tej interpretaciji, rečemo lahko tudi digitalne interpretacije kulturne ali naravne dediščine. In na tem mestu mogoče je tako vprašanje tudi za vas, za to strokovno javnost, kaj se mogoče vam zdi, da je pri interpretaciji, pri načrtovanju digitalne interpretacije tisto ključno? A je to neka pomembna arheološka najdba, recimo vemo, da so zdaj nedavno spet iz Mure nekaj potegnili, kar je zelo atraktivnega in tako naprej. A so to neka vaša nova akademska dognanja, ali je to mogoče neka najnovejša tehnologija, s katero bomo povedali to, kar smo dognali? To je eno tako, bom rekla, retorično vprašanje, lahko tudi to govori, če želi. Mogoče ne, je večina od vas pripričanih, da bom odgovorila jaz s tretjim odgovorom, ne, ampak ne. Malo presenetljivo mislim, da je empatija, ko sem res razmišljala, kaj je tisto temeljno, odkod začnemo. Začeti moramo z empatijo. Mogoče se sliši malo pretenciozno, bom razložila zakaj. Kot prvo pač pri interpretaciji res sodeluje veliko ljudi z različnih področij. Vsak ima nek svoj princip delovanja. In empatija kot sposobnost se vživeti v vlogo drugega, nekako skušati razumeti njegove kontekste, njegovo znanje, njegove potrebe in želje,
nam pomaga kot interpretatorjem izluščiti tisti kor, ki ga res moramo povedati, da razumemo, kaj so motivi, zakaj želi nekdo nekaj sporočiti ali pa zakaj deluje na določen princip. Tukaj moramo biti zelo previdni, ne? Ampak hkrati v bistvu, če pristopimo s to empatijo, da skušamo razumeti drugega, ustvarimo odlično podlago za multidisciplinarno sodelovanje, ki je nujno za interpretacijo, ker je toliko različnih momentov noter vključenih. Ne? Zdaj, te pretanjenosti, kaj recimo, tukaj so samo primeri nekih potencialnih deležnikov in tudi primeri pač njihovih izjav so samo pač nakazani. Se pravi, kaj se dogaja, ne, ko jaz poslušam strokovnjake, dostkrat cenim in tako občudujem vso to zavzeto, ves ta fokus, vso energijo, vse pristope, vso znanje, ki ga posedujejo, ampak kot interpretatorka pa moram biti zelo previdna, da izluščim tisti kor v sodelovanju z njimi, ki bo sprejemljiv za splošno javnost, ker konec koncev spomnimo se, kaj je naloga interpretacije. Se pravi, približati katerokoli vsebino čim širši množici ljudi, za katere pa danes vemo, da včasih od njih preveč pričakujemo. Danes veliko ljudi ne zna brati zemljevitev, ne razume mogoče neke zgodovinske časovnice naše civilizacije, ampak pristopamo pa z njimi z našo vednostjo, ja pa to pa ja veš, ne? Se pravi, moramo biti zelo previdni, kako luščimo skupaj s strokovnjakom področja informacijo, ki bo primerna za to, da bo prišla, da bo usvojila, da bo zapeljala slehernika v to, da ga sploh zanima, ne? Ker so tudi motivi za obisk muzejev različni. Ne? Po drugi strani že to, da tudi razumemo izvajalce, ne? Če govorimo o digitalni interpretaciji, seveda pač bo ta vključevala neka interpretivna sredstva, najnovejše tehnologije. Sodelovali bomo mogoče z UX dizajnerjem, se pravi dizajnerjem uporabniške digitalne izkušnje, ki bo hotel mogoče narediti res neko wow zadevo, zato ker tudi investitor in naročnik sta to želela, ne? In bo šel preko svoje meje, ker bo hotel narediti tako izkušnjo, ki bo primerna za gamerje, ki so res vsak dan v stiku s tem, ne pa mogoče za enega slehernika, ki je mogoče malo nespreten pri teh zadevah in se bo ustrašil vse te veličastnosti. Se pravi, z empatijo poslušamo vsakega udeležnika in z empatijo predvsem do obiskovalcev naredimo tisto razliko. Z empatijo do raziskovalcev, kar opažam, da se pogosto nekako jih prezremo v interpretaciji dostkrat. Premalkrat se vprašamo, kdo so ti ljudje, ki bojo prišli. Zakaj bojo sploh prišli, kaj jih zanima? Tako da se fokusirajmo na to, da obstajajo metode, ki se jih lahko sposobno tudi recimo iz turizma. Marsikdaj strokovna javnost gleda malo turizem kot nekaj, kar ni najbolj zaželeno za prenos znanja. Ampak oni vedo, kdo so ljudje, ki prihajajo, zakaj prihajajo. Sposobno se njihove metode, da pridemo do njih, da lahko ustvarimo interpretacijo, ki se jih bo dotaknila in ki jih bo pustila tisto znanje, ki smo ga želeli prenesti. Oziroma jih bo spodbudila, da ga bojo raziskovali tudi sami naprej. Tukaj sem poskušala zbrati neke naloge, ki jih vidim kot interpretator, začnem recimo spodaj levo in končam zgoraj desno. Marsikaj tukaj manjka in marsikaj tukaj zajema veliko drugih še nalog in del, ki jih je treba opraviti, ampak v realnosti vemo, koliko časa posvečamo sami interpretaciji. Dosti je ta prepuščena samim strokovnjakom ali pač ljudem, ki niso za to usposobljeni. In moj poziv je v bistvu, da interpretacija kulturne in naravne dediščine postaneta bolj strokovni, da ne se namenja več časa, več pozornosti in več sredstev prav temu načinu, ki bo to znanje, ki ga strokovna javnost tako s trudom pridobiva, doseglo slehernika, ga spodbudilo k temu, da ga bo zanimalo več, ne manj. In s tem bomo tudi dosegli ta smoter. Smoter, ki ga v bistvu opisuje definicija muzeja iz 2022, ker ni samo pač neka superstruktura, ki poda znanje, za da vi delate, kar z njim hočete, ne? Ampak da se moramo res potruditi, kako bomo prišli do tega, da bomo zapeljali slehernike v to, da se bojo učili z užitkom. Zato profesionalna interpretacija in spodbuja k njej. Najlepša hvala.